Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb smo obravnavali poročilni načrt dela varnostno-obveščevalne službe Ministrstva za obrambo in pa policije. Obe s primeri smo se seznanili z načrtom, hkrati pa spregovorili o številnih problemih, ki v tem primeru zaslužijo ne samo pozornost varnostno-obveščevalnih služb, ampak tudi Vlade Republike Slovenije in na širše javnosti. Eno od njih je stanje v Kosovu in Makedoniji, ki se tiče predvsem našega kontingenta, ki je zdaj tam, žal pa še kako lahko vpliva na Slovenijo in pa kvaliteto življenja tu, pa tudi na hitrost razvoja in celo na celotno Evropsko unijo. Makedonija namreč nastavila hrbet, ko je zaščitila mejo Evropske unije pred ilegalnimi migranti. Takrat se je toliko zaustavil, žal veliko prepozno. Predlog, da bi natanko to tudi uresničili, s pomočjo Makedonije smo SDS dali več kot pol leta prej že, toda bolje pozno kot nikoli. Žal je od takrat makedonska vlada žrtev cele serije poskusov destabilizacije političnega prostora, ne samo v sami Makedoniji, ampak tudi v okolici, v sosednjih državah. In veliko vprašanje je, če bo dosedanja politika obstala in uspela vztrajati. Če bi se pa ponovno odprl tok, potem pa najbrž ni težko uganiti, kakšen problem to predstavlja za državo Slovenijo, kjer je pač vlada mesečno porabila za migranta 1963 evrov in nevarnost je zdaj toliko večja, da Slovenija ne postane samo tranzitna država migrantskega toka, ampak tudi ciljna država, kar pa seveda potem varnostno in ekonomsko situacijo še toliko bolj zaostri. Pri obravnavi policijskega poročila in pa načrta pa smo spregovorili tako o gospodarskem kriminalu, pa seveda tudi o terorizmu in pa vsem, kar je s tem povezano, se pravi od trgovine z belim blagom, tihotapljenja ljudi, pa do tihotapljenja orožja, streliva, razstreliva in vsega ostalega, kar potrebujejo kriminalne službe in pa teroristi za svoje ravnanje. Zdaj sredstva za to so sicer večja, kot so bila v preteklosti na razpolago, žal pa je veliko vprašanje, kaj bo v okolju, v katerem se Slovenija nahaja. Enega od razlogov sem že povedal, drugo pa je vztrajanje nemške kanclerke na položaju, ki celo v primeru, da v Franciji ne zmaga Le Penova, lahko pripelje do položaja, ko bo sledil nov migrantski tok po zmagi levičarjev v Nemčiji in potem lahko najbrž vsakdo pri zdravi pameti napove konec Evropske unije, kar pa bi varnostno situacijo za Slovenijo drastično zaostrilo. O Makedoniji bomo v kratkem opravili posebno sejo in takrat ste tudi vsi prav lepo povabljeni. Pri vsem ostalem, kar pa je bilo odprtega, pa bomo prav tako spregovorili še na naslednjih sejah. Eno od recimo vprašanj, o katerem smo zdaj že dvakrat spregovorili, pa bi zahteval dodatno osvetlitev, je vprašanje levega ekstremizma. Vsa Evropa je do zdaj moderno preganjala desni ekstremizem, Slovenija pa še posebej, čeprav ga praktično ni, to piše tudi v vseh teh zaupnih poročilih, ki jih obravnavamo, medtem ko v istem obdobju je levi ekstremizem, tako imenovana Antifa, razbil pol Berlina, razbili so Hanover, delno so ga tudi blokirali, pa Hamburg, pa v zadnjih dneh Neapelj in še bi lahko naštel, da o tem, da v Parizu gori po ulicah, sploh ne govorimo. Skratka, levi ekstremizem je tudi plod na nek način in se je okrepil zaradi migrantskega toka, kajti treba je vedeti, da vsaka skrajnost, vsak ekstrem pač potem pospeši nastajanje ekstremov na eni in na drugi strani in zagotovo je treba pravočasno in pravilno zaznavati probleme, če se želimo
pač še naprej varno počutiti na ulicah Slovenije in jaz sem trdno prepričan, da je naš skupni cilj. Ne smemo namreč pozabiti, da v letu, za katerega smo obravnavali poročilo, smo bili priča tudi temu, da so na ulicah Slovenije že stali zakrinkani ljudje s palicami v roki in to z namenom, da bi branili tujce pred svojim lastnim narodom. Proti njim, da je bila komedija ali pa, če hočete, žalostna slika popolna, so pa stali starejši ljudje, umetniki, kulturniki in brali zdravico in mahali slovensko zastavo. Ta slika veliko pove o stanju v Sloveniji, o stanju, znotraj katerega je pač treba iskati tisti modus varnosti za vse, da se bo Slovenija lahko v prostoru, v katerem je ohranila in čim bolj hitro razvijala naprej.